Žiga, ti si se zdravil tudi s konopljo, prebolel si levkemijo. Kakšen je bil pravzaprav ta občutek, da moraš na skrivaj iskati svoje zdravilo? Hudo, dobesedno hudo. Vedno več me je bilo strah za to, glede na to, da zaenkrat še je prepovedana droga. Vsi pravijo, da je droga, ampak ne, to je zdravilo za mene. Najbolj pomembno zdravilo, ko ga res nujno rabi. Si še zelo mlad, koliko imaš let? 18. 18 let. Se boš boril za to, da se konoplja osvobodi? Ja, čim prej. Ja. Danes boš imel tudi govor na odru, ne? Ja. Tukaj na shodu. Zato je potreben pogum, da javno spregovoriš o svoji izkušnji. Kako si prišel do te odločitve, da se boš izpostavil? Naenkrat, to treba čim prej legalizirati, zaradi tega, da se vsemu dokaže pa pove, da to je zdravilo, ne pa droga. Damjan, vi kot oče ste se tudi srečevali s to situacijo, verjetno ste imeli dileme. Pa niti ne tak dileme, ker sem že prej neke določene stvari vedel, glede zdravilnih učinkov konoplje. Potem pa normalno, ko je otrok zbolel, sem še bolj se poglobil v to in ugotovil, da to, kaj naše telo rabi, ima konoplja. Imamo endokannabinoidni sistem, konoplja ima kanabinoide, ki normalno spodbuja naš imunski sistem, da funkcioniramo. Vse čar človeka, zdravljenje človeka je tudi samo zdravljenje, da imunski sistem dvigneš in da sam sebe lahko pozdraviš. Res je. Kaj vi dva mislite, da so lahko zakoni, ki nam kratijo pravico do samozdravljanja in samooskrbe s konopljo, sploh lahko legalni, zakoniti? Ne. Kje so pa človekove pravice? Prvo nisem verjel v konopljo do 1.1.2015, ker se je zgodila tudi kemoterapija, me je dobesedno glavo raztrgalo naenkrat. 23 dni v komi, pa vedno boljše je bilo, če si ne uporabljal konopljo. Ko se odločiš, da boš pomagal otroku s konopljom in če si v okolici, ki to ni pripravljena takoj sprejeti, se lahko zgodi marsikaj. Družina celo lahko razpade zaradi velikega vpliva okolice. Ja, pri meni je družina razpadla, sam sem šel v stečaj, v bistvu sem doživel nek hud kolaps. Ni prijetno imeti 5 oboroženih s pištolom od zunaj na dvorišču, v hiši, pa nobenega nikamor ne spustijo. Po oprostilni sodbi zdaj, ki je v bistvu to zloraba uradnega položaja, kršenje človekovih pravic, kršenje osnovnih pravic, poskusa zdravljenja lastne družine. Pri meni se je začelo že pred 15 leti, ko sem postal bolnik za eno kronično črevesno boleznijo in sem začel takrat uporabljati konopljo in mi je konoplja zelo pomagala. Potem sem bil v naslednjih letih zaradi tega preganjan in sem imel občutek, da se mi godi osebna krivica. In zaradi tega, ker se mi je godila osebna krivica, sem se odločil, da se bom začel ukvarjati z tem področjem in si priboril pravico. In takrat komaj sem videl, da je krivica, ki se godi meni, še najmanjša od vseh ljudi. Največja krivica je bila tale, da se kršijo ustavne pravice ljudem, da se kršijo človekove pravice, da se ne upošteva uporabnikov, da se izvaja prohibicija nad konopljo in sem potem komaj zagledal dosti širšo sliko nad tem in potem sem se odločil, da se bom res involviral in dal to, kar lahko jaz največ dam, povezovanje ljudi in pritiskanje na določene inštrumente, da se bodo stvari potem počasi spremenile. Ampak zadeva se je začela z mano, končala pa se bo z svetom, ker je uporaba konoplje je neomejena in zdaj komaj vidim, kako nujno potrebna je pravica do konoplje za uporabnike in bolnike. Srečo v nesreči, če se lahko izrazim, sem imela, da sem res že prej raziskovala samo konopljo, da sem v bistvu, ko sem dobila patohistološki izvid, ki je pokazal na glioblastom, to je maligen tumor 4. stopnja, nekje povprečne dobra preživetja pa od 14 do 16 mesecev. Kot da takrat smo šli pa hitro v akcijo. So bili pa na začetku seveda težave, kje dobiti, kje kvalitetno dobiti, ker na trgu lahko dobiš karkoli. In zaradi tega jaz mislim, da bi sama legalizacija prinesla tudi to,
da bi bilo vse regulirano, da bi bolnik vedel, kaj dobi in da ne bi skozi živel v strahu, da bi naletel na slabo stvar. Si tudi ti želiš samooskrbe? Definitivno si želim samooskrbe. V bistvu sami stroški, ki jih kupovanje na črnem trgu prinaša, stroški so visoki, ne more si vsak tega privoščiti. Zaradi tega smo se tudi mi doma odločili za samooskrbo, ki pa nam je pol na koncu prinesla kriminalistina doma. Tako da smo trenutno še vedno v postopku in sigurno je to stres za bolnika in celotno okolico. Tako da takih stvari si bolnik ne more privoščiti, ker enostavno potrebuje moč za to, da se spopade z boleznijo. Dajva povedati, generalno, kakšna je situacija tvoje deklice bila, 2 leti nazaj in kakšna je danes? Ne, nasplošno moram povedati, da Sofija ima dodaten 13. kromosom, to je pač ena genetska posebnost in dejstvo je, da ti otroci, 85% otrok umre v prvem mesecu ali vsaj v prvem letu. Sofija je stara 5 let in pol. Sem rekla, da pri Sofiji nimam kaj za izgubiti. In ko sem jaz začela Sofiji zelo plaho dodajati konopljo, čez določen čas, govorim recimo v obdobje nekaj mesecev, pol leta, sem opazila, da dejansko Sofija je motorično izredno napredovala do tega, da je začela samostojno sedeti, ima tudi glavkom, torej ji dajem tudi svečke, ki vsebujejo nekaj THC-ja, bistveno bolje vidi. Imela je kronična vnetja ušes, to se je zreduciralo. Jaz odločam, če ima recimo redke epileptične napade, pa sem ji dala neka zdravila, ki so jo čist odtujile in sem ji rekla, da tega ne bom več dajala, ker to več ni bil moj otrok. Zdaj, odkar ji pa dajem konopljo, pa so se zreducirali in tudi tisti, ki so neomembe vredni. Ja, javnost ve, da jaz Sofiji dajem konopljo, ničesar me ni strah, tudi sem že zapisala, da lahko Center za socialno delo potrka na naša vrata, ampak jaz bi jih potrebovala takrat, ko sem Sofijo rodila, zdaj pa imam vse vajeti v rokah. Do pred 7 leti sem imel konopljo za kriminalno zadevo, zdaj imam pa za kriminalce tiste, kateri so konopljo prepovedali. Bravo. Kemoterapijo mislim, da sem prebolel neprimerno lažje kot pa vsi ostali. Konoplja ne more biti mamilo. Je sicer stranski učinek, mamilo, malo omotičnosti, ampak to še ni mamilo, niti se ne moreš nastati odvisnik. To ni mogoče, da ostaneš odvisnik. Zdaj toliko časa imam, pa se moram prav posebej spomniti, moram še vzeti, pa bolj grem spat. Ja. Se pravi, vsem tem času niste postali odvisni od konoplje? Jaz sem pred 3 leti zbolel za rakom in sicer maligni limfom, to so na bezgavkah, na 4 koncih, na 2 koncih vrata, pljuča pa jetra mi je pokazali, pa 4. stopnja, tako da zelo blizu smrti sem bil, mi je pa konoplja pomagala, da sem preživel. Kako si se zdravil? Šel sem na kemoterapijo, sicer sem jo hotel odkloniti, ampak sem se poleg kemoterapije ukvarjal še z milijon alternativnimi zadevami. Glavna tega je bila seveda konoplja. Ampak sem jo pa odkril šele na polovici kemoterapije, tako da če bi prej vedel, najbrž sploh se ne bi podal v kemoterapijo, zaradi tega, ker to je to je moja največja kalvarija v življenju, nikoli več v glavnem. Zdaj, ko vem, da obstaja res najboljše zdravilo, naravno. Premagala sem 2 raka v 3 letih, dala sem skozi 18 kemoterapij, 30 obsevanj in 3 operacije in v času druge bolezni z rakom sem se soočila s konopljo, ki sem jo začela uporabljati kot orodje, najprej za to, da sem imela dosti fizične energije, da sem vse to spravila skozi, kar se je pri meni zgodilo na malo daljši rok. Konoplja mi je naredila to, da sem začela razmišljati svojo glavo, da sem se postavila na svoje lastne noge. Prav
jaz osebno sem v življenju že 4-krat se soočila z diagnozo rak in sem tudi uspešno, kakor danes vidimo, da tle stojim, sem jo uspešno premagala. Skozi ta proces, ko sem šla, sem veliko spoznala o sebi, o samem življenju. Sem tudi hodila z roko v roki s konopljo, ki mi je dala zelo veliko. Velikokrat sem razrešila kakšne travme, velikokrat sem dobila kakšne uvide, kakšne napotke, kako lahko delujem naprej v življenju. In seveda, ne samo, da sem se pač družila s konopljo, sem to tudi potem te vse informacije, ki mi jih je predala, prenesla tudi v življenje. Kako lahko danes delujem, kako lahko živim družinsko življenje, kako lahko žarevam to svojo notranjo bit. Sva se majčkam pogovarjala prejle, pa si mi povedal eno izredno zanimivo izkušnjo. Šel si čez zdravljenje z psihofarmaki, ne? Ja, antipsihotiki, risperidon so mi predpisali. Ja. Kakšni so bili stranski učinki? Ja, se pravi, jaz naj bi to jemal 2 leti. Že takoj, ko sem začel z zelo nizko dozo, z precej nižjo, kakor je za resne bolnike. Jaz sem pa dobil nizko dozo, ampak že takoj, ko sem začel, sem opazil, da od teh zdravil v bistvu grozno zaspan ratujem za cele dneve. Tudi po 16 ur sem hotel spat. Ko sem pa zbujen, sem se pa počutil zelo v bistvu trdega. Nisem mogel nekako čutiti veselja. Padel sem v neko zastano depresijo. Občutek sem imel, da nikoli ne bom mogel več iti teč ali pa ne vem, v gore, kar sem rad počel. In še celo z uriniranjem sem začel imeti probleme. To ne od risperidona, ampak od nekega drugega, abiparazola ali nekaj podobnega. In potem sem jaz takoj videl, da antipsihotiki niso zame, ne. Kako si se potem spoznal s konopljo? Ja, žal šele 2 ali 3 leta kasneje, ne, ko sem že opustil kakršnokoli upanje, da mi sploh kakšna zdravila lahko pomagajo, ne. Rečeno mi je bilo, da glede na mojo zgodovino in vse, da nikoli ne bi smel probati, se pravi, rečeno, prepovedanih drog, ne. Ampak ko sem probal konopljo, samo ta prvič sem bil rahlo prestrašen, potem sem imel pa vse boljše izkušnje z njo in moram reči, da poleg tega, da mi daje nekak globlji pogled na življenje, bi rekel, imam same pozitivne izkušnje, ne počutim se telesno kakorkoli poslabšanega, ne. In imaš spet veselje do življenja, ne? Veselje do življenja sem že prej dobil, ampak zdaj imam pa nek nov zagon, bi rekel, in večjo širino, no. Prej sva se pogovarjala, tudi ti imaš neko bolezen. Se zato zanimaš za konopljo? Ja, jaz imam Crohnovo bolezen. To je kronična vnetna črevesna bolezen, ki traja vse življenje. In ko so mi povedali sobolniki, da se da lajšati težave z konopljo, nisem verjel, zato sem se naredil raziskavo in sem tudi, da je res. In tudi znanstveno potrjeno, znanstveniki so potrdili, da se Crohn lahko zdravi z konopljo. Tako da zdaj uživam občasno in zadostuje mi tam nekje recimo 1-krat do 2-krat na teden, da vzamem smolo in mi zadostuje, da ne rabim uradnih zdravil imati. Že to, da 2-krat na teden vzameš smolo, ti zadostuje, da nadomestiš zdravila? Tako, prej sem imel Imoran 300 mg na dan, zdaj pa ne rabim ničesar več in tudi moji izvidi krvni mi potrjujejo, da nima vnetja. Tako da, odkar sem jemljem konopljo, ne rabim več. Nastopam pri legalizaciji konoplje, ker mi je rešila zdravje. Sem žrtev kontraindikacij, ker so mi zdravniki zmehčali zdravila Kenalog hrustanstva kolenu in si s tem zdravjem še 30 let vnetja. Zaradi te rože lahko hodim. Rešila me je sklepne revme, artritisa, rešila me je kožnega raka. Tej roži sem hvaležen življenje. Imam zdravstvene težave, glavkom, katere pač se ne dajo odrešiti z regularnimi medicinskimi pripomočki, kot so kapljice, kar škodujejo. Več kapljic, vrst kapljic sem zamenjal, zdaj pa imam izključno konopljo za zdravljenje glavkoma, kar so mi kapljice škodovale. Sem pa, kot si rekel, Slavko, tukaj tudi kot priča, razsvetljena priča mnogih umirajočih, hudobolnih in trpečih,
ki jim je konoplja izjemno pomagala. Konoplja blaži bolečine praktično brez stranskih učinkov. Te sintetične medicinske priprave protibolečinske človeka omrtvičijo, da je povsem uničen, zato večina starih ljudi popada, veste, padajo od padcev, ker so omotični, ker niso pri polni zavesti. Pri uporabi konoplje se tega ne zgodi. Mnogi sladkorni bolniki, ki ne morejo spati, uporabljajo konopljo. Mnogi depresivni bolniki, ki jemljajo taka močna medicinska zdravila, sintetična, da razmišljajo tudi o samomoru, to je eden od stranskih učinkov, po uporabi konoplje so popolnoma drugačni ljudje. Torej, jaz sem glas teh, ki potrebujejo konopljo in jo morajo na šverc kupovati, ker pri nas še ni legalizirana. Kdaj mi mislimo, da se bo ta zadeva uskladila z zakonom in da bo dejansko v zakonu? Ko nas bo dovolj od spodaj, ki bomo zahtevali, protestirali, šli na ulice in mi smo tisti, ki smo dolžni spreminjati svet, ker oni ga ne bodo. In mi smo ga dolžni spreminjati zaradi naših otrok in naših vnukov, da bodo živeli v dobrem, lepem in zdravem svetu, ne zastrupljenem.